Navijači Maribora že odštevajo ure do začetka prve tekme tretjega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov. Nocoj ob 20:30 bodo slovenski prvaki v Ljudskem vrtu gostili 20-kratnega izraelskega prvaka Makabi iz Tel Aviva. Makabi je v lanski sezoni, tako kot Maribor, izpadel v 16. finale Evropske lige, letos pa se želijo po 10 letih spet v ligo prvakov. Danes poteče rok za doplačilo dohodnine za 115.000 zavezancev, ki so informativne izračune prejeli v začetku junija. Povprečni znesek doplačila znaša 360 evrov. Skupaj bodo zavezanci v tem svežnju državi vrnili dobrih 41 milijonov evrov. Odmerjeni davek je mogoče poravnati tudi v več obrokih. Zavezanci, ki informativnega izračuna niso prejeli, pa morajo dohodninsko napoved najpozneje jutri vložiti sami. Zaključen je drugi krog koalicijskih pogajanj. Za zdaj kaže, da si je Miro Cerar pred petkovo ustanovno sejo državnega zbora že zagotovil večino v parlamentu, torej 46 glasov. Za širšo koalicijo pa se bo treba še pogajati. Kljub pripombam na osnutek koalicijske pogodbe pri vseh povabljenih strankah še ostaja možnost koalicijskega sodelovanja, razen pri Združeni levici, ki pa je obljubila projektno podporo, kar Cerar označuje za konstruktivno držo. Mlada slovenska umetnica Eva Petrič znova navdušuje zahtevno dunajsko občinstvo. Njena najnovejša razstava v prostorih Eurotransplanta je zaradi svoje vsebine naletela na izjemen medijski odmev. Umetnici so namreč dovolili prisostvovati pri presaditvi na Dunajski univerzitetni kliniki. Vreme se še kar ne umirja. Za danes popoldne, posebej v našem koncu Slovenije, napovedujejo krajevno močne nalive s točo in močnimi sunki vetra. Ob nalivih bodo možni tudi izrazitejši porasti manjših vodotokov in hudournikov. Sicer pa bo tudi jutri pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Zjutraj in dopoldne bodo verjetnejše predvsem v vzhodnih krajih, manj padavin pa bo v zahodni Sloveniji. V petek in soboto bo dopoldne večinoma sončno, predvsem sredi dneva in popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. Davek na dež še naprej razburja. Lesene inovacije dveh mladih inovatork. Danes je v Mariboru dan za nogomet. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.